Jaz sem sicer Branka Jurišič, specialna pedagoginja po poklicu, zaposlena v izobraževalnem centru Mestne občine Ljubljana in Jana Zadevca. Nisem se še čisto navadila, tako da ni čisto na avtopilotu, da bi povedala, kje sem v službi, ker sem bila pred 20 let v zdravstvenem domu in mislim, da bom tudi nekaj izkušenj iz tistega delovnega mesta danes uporabila za pogovor o tem filmu. Zdaj bi pa kar predstavila prav naše sogovornike. Tukaj na moji levi je doktorica Marija Anderluh, sicer doktorica medicine, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije, sem prav povedala, iz pediatrične klinike Ljubljana. En aplavz, prosim. Na moji desni je Julija Pelc, psihologinja. Toliko specializacij ima, da si po mojem nisem zapomnila. In sicer gestalt terapeutka, specialistka svetovanja, psihološkega svetovanja, kar nekaj let izkušenj z supervizijo delavcev, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju in tako. Prihaja pa iz mladinskega zdravilišča Rakitna. Potem zelo lepo pozdravljam magistro Jasno Božič, ki je prav tako, ravno tako psihologinja. Mislim, da je tudi specialistka psihološkega svetovanja in prihaja iz svetovalnega centra za otroke in mladostnike Ljubljana. In nazadnje, vendar nekako ne najbolj pomembna, naša gostja, ki je tukaj v največjem številu zastopana, mislim, da je pripeljala 70 študentov, tako da še en aplavz za študente. Doktorica Suzana Pulec, specialna pedagoginja po poklicu iz pedagoške fakultete, iz oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Vse so dobre volje, da pa se moši, če malo probamo, da se preštejemo, da vidimo, če to vse deluje. Ja. 2. 6. 8. 10. Na počas bo šlo, bomo še enkrat. Tako, skratka, vsem lep pozdrav. Jaz mislim, da je treba začeti z nečem lepim in z nečem pozitivnim in mogoče bi vsak povedal, kaj je tisto, kar mu je bilo v filmu všeč, da bi se probali osredotočiti na nekatera lepa sporočila, ki jih je pravzaprav film prinesel. Meni je bilo malo žal, je naša gostiteljica iz kina rekla, da se film izteka, da je pravzaprav samo še 3-krat možno, da si ga ogledamo. Pravzaprav se mi zdi pa res lepo sporočilo. Jaz, če bi morala izpostaviti eno stvar, bi to z veseljem naredila in to je, da je pravzaprav precej lepo živeti, ne glede na to, kakšni smo in da je fino, kadar smo zelo različni. Kakšen je bil vaš vtis, dr. Anderluhova? Meni se je bil film krasen. Mogoče bi za začetek izpostavili 2 stvari. Prvič, kar se mi zdi en odličen način, kako lahko malo pogledamo možgančke teh otrok. Meni tak humoran, luškan, kar perfekten način, simpatičen, omogoča vsem tistim, ki se nismo rodili s takimi možgančki, da probamo stopiti malo na drugo stran, probamo videti stvari tako od znotraj. Druga stvar, pa, kar bi zdaj za začetek rekla, je pa to, da seveda imajo taki otroci težave in jasno je, da je z njimi težko, tudi te mali ni to lahko ostati empatična, tako kot je bila, ampak spremembe so mogoče, da se delati stvari tako ali pa drugače. In se mi zdi, da ta film res mogo videti vsak učitelj
danes je kar nekaj. Mogoče še kakšno drugo pozitivno sporočilo? Lidija Pelc? Ja, ne učijo, ne. Vedno znova taka stvar, sama sprašam. V malih bitjih je veliko modrosti, ko sem videla Brama, ko se osredotočimo v življenju na težave, vidimo to, kar se odraža zunaj. On nam je prikazal vsa globoka vprašanja, ko mogoče odrasli ne zamišljamo, te majhne glave imajo toliko misli, bivanskih pa temeljnih vprašanj. In pot k njemu ni preko discipline, ampak se srečati v njegovem bistvu do nje. In to smo mi tu. Tako da zame, zdaj sem videla film prvič, je lepota tudi v tem in več je še stvari, da se ozavestimo in mislimo o sebi. Ker pot otroka je preko sebe. Hvala lepa. Magister Jasna Božič, kaj je bilo vam najbolj všeč v filmu? To glavno sporočilo filma je pravzaprav, da se otrok, ko se čuti sprejetega, tudi nekako drugače funkcionira. Ne? In vsi z njim skupaj so pravzaprav to veselje do življenja nekako doživeli. To, da je treba doživljanje otroka nekako poznati in da preko tega sprejeti, to se mi zdi najpomembnejši del. Občudujem pa režiserja, ker je to prikazal na tako zelo duhovit način, ne? In z globokim razumevanjem do otroka in njegovega pristnega odnosa do življenja in sveta, ki ga spoznava. Mislim, da sem sicer ponovila kolegice, ampak. Pa še jaz v vrsti, ali? Jaz se bom predvsem sredotočila na učitelje, ker sem pač verjetno danes skupaj mnogi do marsikatero vprašanje letelo na račun učitelja. Da se da je zelo težko, ni vedno tako enostavno, kot je bilo danes tukaj prikazano, da predvsem se spremembe ne zgodijo tako hitro. Ampak res je bilo v ekspertno kratkem času pa zelo plastično prikazano kar nekaj takih pomembnih elementov, ki lahko prinesejo, majhnih elementov, ki lahko prinesejo velike spremembe. Ampak meni se zdi pa zelo lepo. Če lahko ponovite recimo 3 take strategije, da bi ostale v spominu, kakšna je ta sprememba, kaj je tisto, kar je ta učitelj naredil drugače? Več je to stvari, ampak recimo ena taka najbolj gibna. In otroku je mogoče gibanje takrat, ko je videl, da ga potrebuje. Ne, da ga je poskušal umiriti, tako kot je Bram rekel, nove živijo svoje življenje, pa ne samo nove še kaj drugega. In je to naredil na način, da ni otroka izpostavljal, da je vključil vse, ker tisto, kar je dobro za tega otroka, je dobro tudi za vse ostale. Vključil je humor, bil je zabaven, v njegovem izrazu se je videlo, da zanimanjem pravzaprav opazuje otroka. Pogledal ga je, opazoval ga je najprej, slišal ga je, videl ga je, potem je nekaj spremenil. Ko je videl, da otrok enostavno v skupini ne more delovati, mu je poskrbel prostorček, kjer je bil lahko malo manj obremenjen z državi, z izzivi, da lahko boljše delal. Res so bile še slušalke, kakšna glasba, velik timer, skratka, nekaj takih stvari. Ja, meni je tudi to bilo všeč, kako je prikazan, da pravzaprav so oba uporabila nek poseben prostorček. Ampak način, kako sta ga uporabila, je pa bil zelo povezan s tem, kako ga je otrok doživljal. Po eni strani v prvem primeru kot kazen, pa je ista stvar. V drugem primeru pa ga je nežno odperil nekam drugam, da se usedne in da v bistvu umeru konča svojo nalogo. Pa to, ne vedno glasno izpostavljati, ti. Ja, ta del se mi je zdel tudi tako
prikazan zelo nazorno, zelo malo beseda, nič ni bilo kaj veliko razlag in pravzaprav niti enkrat ni omenjen besede, ki smo jih mi že tako domačili, kot da jih izgovarjamo že skoraj kakor dober dan in to je ima ta otrok posebne potrebe, kjer omotno imamo odločbo, ima te prilagoditve napisane, a to smemo delati, dokler ne prinesete papirja, ko smo mama, mi tega ne moramo. Tako da jaz bi šla pa zdaj mogoče na ta drugi del. Kaj mu je? Doktor Andržuhova, a bi lahko kakšno diagnozo dali? Ampak, najbrž vsi veste, da je hiperkinetična motnja nevrološko-psihiatrična razvojna motnja. To pomeni, da so otroci, odvisno katere kriterije uporabljamo, če govorimo zdaj o hiperkinetični motnji, v strožjih evropskih kriterijih, ki se pojavi kar pri 2–3% otrok. To najbrž vsakdanjem jeziku pomeni, da možgani teh otrok odraščajo, se spreminjajo, zorijo malo drugače, kot zorijo možgani vseh ostalih, kot bi rekli, tipičnih otrok. Nekatere specifičnosti, ki so bile zelo, zelo ilustrativno in doživeto prikazane v tem filmu, so najbrž, kako bom rekla, jasne na prvi pogled tukaj, da sama diagnoza bi človek rekel včasih. Da še hišnik ve na tej šoli, ne? Ja. Verjetno hica prepoznala. Jaz sem recimo danes prišla na ta kino enega razgovora, petošolca, ki ima to isto stvar, plus še kakšno dodatno motnjo, ki se je že razvila kot komplikacija, ki se tukaj v filmu mogoče sam upakno nič ne reši, tako da stvari se tle še ne začenjajo razpletati. Ja, hvala. Zdaj pa glede na to, da kljub povsem večina nas se ukvarja z šolo, z vrtcem, z vzgojo, z izobraževanjem, bi mogoče vprašala dr. Pulčevo, mislim, da imate najbolj sveže podatke. Kako bi pa, če zdaj vežem samo na to skupino otrok, kako pa izgledajo odrasli? A to traja, a te možgani se kdaj navadijo, a je to kar v nedogled, mogoče kakšen podatek, se pravi med otroki je 2–3%, kaj se pa z njimi zgodi, ko odrastejo? Raziskave kažejo, da približno 70% tudi s temi svojimi posebnostmi odraste, potem tudi v obdobje mladostništva in odraslo obdobje. Se pravi, 1/3 približno preraste, če preraste v obdobju mladostništva oziroma adolescence, oziroma se te njihove posebnosti toliko ublažijo, da njihovo funkcioniranje pač ni več tako izrazito ogroženo kot otroštva. S tistimi, ki pa odraščajo s svojimi posebnostmi, je pa zopet en delež, recimo da 40% takšnih, ki se naučijo obvladati te svoje posebnosti, ki razvijajo take ustrezne strategije in so lahko zelo uspešni posamezniki. Se smo videli, tale naš Bram je ustvarjalen, inovativen, z mnogo energije. To so vse danes lastnosti, ki so zelo zaželjene, tudi ko si odrasel, samo pač se moraš naučiti obvladovati tiste posebnosti, ki pa niso najbolj zaželjene, oziroma učinkoviti. Obremenjujoč, da pristanejo na socialnem obrobju, da ne pridobijo tiste osnovne poklicne kvalifikacije, ki bi omogočala neko vsaj sodilno zaposlitev, to je danes toliko težko, da razvijajo različne oblike odvisnosti, da zaidejo delikventnost, skratka, da jih ne čaka. To svetla prihodnost oziroma nekateri govorijo kar o razvojnem propadu, kar je to v bistvu zelo zaskrbljujoče. Prav zelo različni izid, zelo različne težave v odraslem obdobju, kljub temu, da je to recimo ena skupina, že sama po sebi verjetno ni zelo enotna, ni zelo homogena, ampak je precej raznolika. Magister Božičeva bi nam lahko povedali, kaj vpliva na to? Zakaj nekateri tako, nekateri drugače?
Nedvomno pravzaprav ta podpora ožjega okolja v družini, kjer pa je treba vedeti, da pogosto tudi kdo od staršev ima to težavo. Ni nujno, lahko pa je to potem nadaljna, bom rekla, oteževalna okoliščina. Dostikrat je seveda tudi šolsko okolje tisto, ki sooblikuje druge motnje. Pogosto imajo ti otroci tudi težave na področju specifičnih primanjkljajev. Mislim, da je zelo velik delež teh otrok tudi, ki ima težave, specifične učne težave na področju branja in pisanja. 20 do 25% je takih, ki imajo še dodatno, torej to ni. Tudi v klinični praksi opažamo in obratno, da imajo recimo dislektiki včasih tudi težave s pozornostjo, organizacijo. Skratka, vse to pravzaprav je problem, ki ga otrok rešuje vedno v interakciji z okoljem, z svojim primarnim okoljem v družini in pa z šolskim okoljem, ki ga potem, bom rekla, oblikuje naprej. Ne smemo pa pozabiti na vpliv vrstnikov. Vrstniki so tisti, tukaj v filmu smo lepo videli deklico, ki je razumela tega fanta, ki mu je bila pripravljena pomagati, mu dati kakšen nasvet. Torej, vloga vrstnikov kot socialne skupine, kot skupine, ki ima velik vpliv na otroka, tudi nekako je potrebno tudi to poudariti. Kaj bi še lahko vplivalo? Skoraj več ne najdem kakšnega drugega elementa kot te 3, ki sem jih že naštela. Dostikrat pa pravzaprav ne najdemo dovolj, bom rekla, dovolj možnosti vpliva. Tudi v ambulantni situaciji se trudimo pravzaprav v podrobnostih analizirati lastnosti otroka, močna, šibka področja. To je tisto, kar je zelo pomembno vedeti pri takem otroku, kaj je tisto, kjer ima on moč, da se razvija in katera so šibka področja, kjer potrebuje nek support tako družine kot tudi šole. Potem, ko smo te stvari ustrezno peljemo, potem lahko upamo, da se bodo tudi v odraslosti ti otroci in mladostniki dobro razvili. Dostikrat je tudi v mladostništvu zelo pomembno, da najdejo področje dela, poklic, ki ga lahko upravljajo, ki je dovolj dinamičen, to so večinoma zelo dinamični ljudje, ki ni enoličen, pač ta poklicna orientacija in usmerjanje na tem področju pomembno. Kasneje pa so pravzaprav zelo pomembne tudi partnerske zveze v odraslosti. Sicer seveda se pridružijo vse ostale težave. Mogoče ni naključje, da je ta film posnet na Nizozemskem. Na Nizozemskem zadnjem času imajo tudi posebne klinike za odrasle z to motnjo. Tako da je to najbrž en problem, ki ga oni dosti dobro prepoznavajo in namenjajo ustrezno pozornost. Hvala meni. Zdaj, če že omenjamo Nizozemsko, meni se delo tudi zelo zanimivo, ker vmes razmišljaš pač, kakšne usporednice so Slovenijo, kaj je drugače, kako mi vedno mislimo, da imamo nekako bolj šibke pogoje, pa slišiš 28 otrok, pa nobeni te psihopeda ni šel na nek pogovor, ker ravnateljica je pobedenala, pa oba učitla, pa tako naprej. Skratka, se mi zdi tako, da je sicer to res tak mladinski film, ampak vedno si predstavljamo, kako bo pa tam kader kar padal z balkonov dol, pa vsi se bojo pomolili, pa da imamo mogoče včasih nekoliko previsoka pričakovanja, kako je povsod vse odlično urejeno, ampak kljub vsemu se mi zdi pomembno, kdo bi lahko na to odgovoril, kdaj pa se odločamo ali svetujemo za usmerjanje enega takega otroka ali pa kdaj ne. Se katera javi? Jaz mogoče začnem, kaj tu dodaš kot izvajalka, jaz pa iz prakse svetovalnega dela.
Mislim, da se za usmerjanje, vsaj nasplošno, kar poznam, pa tudi iz lastne prakse, smo se odločili takrat, ko smo izčrpali nekako notranje vire moči znotraj šolskega okolja, pri otroku, pri starših, ob sočasni terapevtski obravnavi in diagnostiki, ki je že tekla. Ne kar zato, ker smo prišli v šoli na nek rok, pa bi menili, da je za otroka dobro. Prej smo poskrbeli za vse te ravni, medsebojno sodelovali, poskušali pridobiti starše kot sodelavce in jih povabiti v to, da so sprejeli takšno pomoč. Praviloma se potem pri nas zgodilo, da so, mislim, da 2 otroka od vseh predlaganih nista dobila strokovne pomoči. Se pravi, je bila selekcija ustrezna, pot pripravljena in za tiste posameznike, ki so res potrebovali to vrstno obliko pomoči. To pomeni, da so prilagoditve tekle že prej, sodelovanje je teklo že prej, medsebojna podpora tudi, na nek način pa je usmerjanje in odločba doprinesla k eni večji čvrstini, včasih pa tudi dodatni mobilizaciji naših strokovnih moči. Tukaj so bile malo črno-belo prikazane stvari, mislim, da se v praksi srečujemo s celo paleto odzivov, ne samo mirnih in realističnih, da se poraja veliko vprašanj, čustvenih odzivov pri odraslih, pa navsezadnje tudi pri otrocih. In če to pomaga, da zajezimo in hkrati zavarujemo zdrs samopodobe, ki je tu bil že v štartu kar lepo ohranjen pri otroku, je zelo pomembno, da mu omogočimo tako pomoč. Če bi dodala kot... Nimamo pa še podatkov, da bi rekel, da recimo kolikšni delež otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti potrebuje več podpore, ko bi zahtevalo usmerjanje, ali imamo še take podatke, res moram reči, ne vem, da bi vedela. Žal tudi jaz nimam takih podatkov. Tudi ne vem, če se te stvari tako sistematično spremljajo. Mogoče na Zavod za šolstvo te podatke, ker konca oni te stvari zberejo. Zdaj, v vsakem primeru se postopek usmerjanja kot zadnja faza v teh 5 korakih spelje in takrat, kadar gre za težje oblike težav, kadar dejansko starši in šola niso več kos, da nekako potem otroka ustrezno zavarujemo, pripeljemo skozi šolanje do ustreznega poklica. To je ta, bom rekla, naš vidik. Ali je usmerjanje nujno ali ni, ta presoja se nekako prepusti strokovnjakom in komisiji v sodelovanju seveda z šolo, ki mora nekako povedati, kaj je do takrat speljala. Mogoče Suzana, če še ti kaj dodaš? Ja, jaz bi pa malo spremenila vprašanje še za Suzano oziroma dr. Pulčevo. Zanima me pa to, ker če bi bila stara 16 let, bi provocirala, pa bi rekla, da mogoče pa sporočilo tega filma, da si mora kdo zlomiti nogo, pa da ga zamena kakšen, da se ti dvigne kakovost življenja v šoli. Zdaj pa nisem več 16, sem že skoraj 50, pa bom lepše vprašala. Koliko je odvisno od enega posameznega učitelja? Koliko je odvisno od tega, komu mi pridemo v razred, ali mi lahko pričakujemo v Sloveniji eno raven usposobljenosti učiteljev, ki bojo zagotovili neko ravnanje? Ali je to tako človeško, da je težko? Vsekakor moram reči, da moramo pričakovati neko osnovno znanje, osnovno opremljenost učitelja z vsaj razumevanje, kaj so motnje pozornosti ali pa kakršnekoli posebnosti. Vsaj neko osnovno opremljenost, kako se zadovoljevati različne potrebe, pa bomo drugače rekla, usposobljenost za dobro in kvalitetno poučevanje. Ker če je učitelj primarno usposobljen za dobro in kvalitetno poučevanje, to že vključuje tudi
individualizacijo, diferenciacijo, poznavanje različnih učnih stilov, poznavanje različnih vrst inteligenc in ustreznih učnih pristopov. Ampak, seveda, je pa pomembno, komu primeš. Definitivno, da je pomembno. Program je lahko zelo dober, ampak v življenju ga spravi pa človek. Zdaj tudi učitelj. Eno je, kaj vpliva na njegovo ravnanje. Eno je sicer znanje, tisto osnovno znanje in razumevanje nekega pojava, potem so pa tu še prepričanja, ki so pa zelo individualne, so neke izkušnje iz svojega šolanja, kasneje, usposabljanja kot učitelja, izkušnje tekom poučevanja, je neko samo prepričanje o tem, koliko si res učinkovit, koliko zmoreš, koliko si upaš, to tudi zelo vpliva občutek podpore, kakšno podporo doživljaš oziroma kakšno dejansko podporo imaš in vsega tega je odvisno, kaj potem tudi ponudiš. Tako da ja, bi rekla, da bi morala, neko osnovno znanje bi morala biti, neke kompetence, ki jih pridobi učitelj, ko pride z pedagoške fakultete. No, apropo tega... Vsi učitelji, ne? Se pravi, mi ne govorimo o specialnih pedagogih, vseh učiteljih, razrednih in predmetnih. Tako. No, mogoče ravno z tega vidika je spodbudno, zdaj raziskava, ki je bila delana o usposobljenosti učiteljev za kakovostno poučevanje teh otrok, se je ugotovilo, da nekako obstajajo 3 skupine učiteljev glede kakovosti dobrega poučevanja. Najbolj rizični so predmetni učitelji, starejši učitelji, ki se, čeprav imajo največ izkušenj, niso tekom svojega delovanja udeležili nobenega izobraževanja, kakšnega posebnega usposabljanja za poučevanje otrok, ki so nekoliko drugačni, ne nujno za otroke z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti. Ti so se v vseh poučevalnih komponentah, se pravi v osnovnem znanju, v svojih prepričanjih, v ravnanju, v doživljanju podpore, v vseh elementih, ki so bili pač vključeni v raziskavo, izkazali kot najbolj šibki. Najbolj močni kot tisti vir moči, jaz rečem, tako je treba v šoli poiskati, so učitelji večinoma, ki poučujejo na razredni stopnji, nekak srednjim delovnim stažem, tam nekaj 30-35 let starosti do 40, ki so se že sami udeležili nekega usposabljanja in si tudi želijo nadaljnega usposabljanja. Ti so se izkazali na vseh področjih v bistvu kot najmočnejši. No in kot en potencialni vir, s katerim se splača delati, so se izkazali tudi tisti mlajši, skoraj da začetniki. Ti so se izkazali tudi bolj opremljeni predvsem znanjem, to pa je mogoče en pozitiven premik, se kaže v zadnjih letih, odkar pač je prenovljen študij na pedagoške fakulteti, imajo vse študijske smeri, razredni pouk, vzgojitelji, dvopredmetni učitelji, likovni pedagogi, imajo obvezen tudi predmet inkluzivna pedagogika in tako naprej, kjer dobijo vsaj neka osnovna znanja za delo tako z učenci, ki imajo bodisi učne težave, oziroma tisti, ki imajo težave v vedenskem in čustvenem področju, se pravi in specialne in socialne pedagogike. In se kaže, da vsaj znanje je. Se pa tudi kažejo, vse tudi tuje raziskave kažejo, da so pa najbolj pomembne pravzaprav za dobro delovanje so izkušnje. Torej pomeni, človek oziroma učitelj s poučevanjem s kilometrino naj bi pridobival neke spretnosti in veščine za tudi dobro poučevanje teh otrok. Ja, zdaj lahko to obrnemo tako, ker da slučajno ne bi komu prišlo na misel, da bi to raziskavo uporabili za predčasno upokojevanje. Je treba upozoriti, da sredstva v izobraževanje. Pri vsakih takih raziskavah, to, ko pridejo skupine, to so pač neke splošne tendence. Vsekakor so izjemne. Ne, slovo, da ne bi mestna občina, da veste, kakšne ideje, kako bi čim prej Hvala. Ampak to, kar mestna občina seveda dobro počne, je vlagati denar v izobraževanja učiteljev, vzgojiteljev, predmetnih, razrednih in tako naprej.
Jaz bi mogoče čisto ene stvari se spomnila, ko sem nekaj časa rabila, kako so nas malo pravzaprav včasih, kaj sem ona, ki je že očitno že šla česa, ne, ona še 40. Ampak je pa ena zanimiva stvar, ko sem se jo spomnila, pa si zelo želim, da tega ne bi več počeli. Da vem, ko so nas študente pelali, so je rekli temu hospitacije, ne gledati, kako to učiteljice dobro delajo, pa sploh so nas zelo učili, da treba skozi učiteljice gledati, da ne bi kaj preveč otroke. In vedno so bile take ven. Vse otroke, ki so bili moteči, so nekam skrili in pol je ona dejala na flanelo tisto, kar je bilo treba, pa vse je prav sprašvala v koncentričnih krogih, pa zaključek učne ure, pa vse je ratal. In ko sem jaz prišla v prvo službo v delek za otroke z avtizmom, je tam en liz v tla, ne grizu nogo v mize in nobenega ni zanimajo gobe in jesen in letne časi, te koncentrične kroge so kar nekaj šli. In sem jaz mislila, da je nekaj z malo hodno narobe. In verjetno bolj tako fotokopiranje, pa kakšni take službe bi bile bolj za mene. Ker nas niso v tem smislu opremali, da v bistvu take idealne ure, perfektne ure so take, ki ne zgledajo čistko zelo šolsko, da pa ko te učijo, ko ti nekaj novega spoznavaš, te pa morajo najprej naučiti šolsko, da ti sploh veš, kakšen mora biti nek vrstni red nečesa in da ti ga potem seveda lahko ruši nekdo, potem pa ti še vsem vzpostaviš nek red. No, ampak zanimiva izjava je bila, ko sta ta dva starša bila pa ravnateljici, ne, in sta rekla, tako verjetno res zelo veliko staršev reče, ne, da kako je naš otrok bister, pa fest, pa čudovit. Meni se vsem zdi, da to starši morajo reči, da pa seveda ne bojo plačevali po 1 evro vsako tako izjavo. In na koncu, da med tem učiteljem Ribo in Bramom ni bilo kemije ta prave. Zdaj pa jaz sem že prej upozorjena, da bo tista mama telefonirala, tako da bomo to vprašanje za kemije pustili dr. Andreljuhovi nekoliko kasneje. Ampak bi pa šli še na izobraževanje učiteljev, to se pravi tako usposabljanje kot izpopolnjevanje učiteljev, pa bi jaz prosila magistra Božičevo, če lahko nekaj pove o programih, ki so učitelji na voljo v zvezi z motnjo pozornosti, s hiperaktivnostjo ali brez, oziroma kje učitelji lahko dobijo neko podporo, kaj je tisto, kar pripravlja recimo svetovalni center za otroke in mladostnike. Ja, mi pravzaprav zadnjih nekaj let sistematično organiziramo izobraževanje za pedagoške delavce, kar preprosto izhaja iz našega ambulantnega dela. Mi pri obravnavi sodelujemo tudi z šolami, tudi šolam pomagamo premagovati težave posameznih učencev v razredu in potem smo na osnovi tega izlušili nekatere teme. O temi poti pomoči otrokom z hiperkinetično motnjo so najbrž učitelji že slišali, ker je to najbolj obiskana tema. Izvaja se v 3 nadaljevanjih, v januarju, ko smo že malo odpočiti od praznikov. To je še vedno na programu, ker malo spreminjamo program glede na aktualnost, pa glede na to, česa se naši pedagoški delavci že naveličajo. Potem imamo pa zdaj nov program, pomoč pri premagovanju pozornosti. Kolegica Lea Rotvend-Pajič je, bom rekla, vodja obeh programov. In ta program je pa malo drugače zastavljen, je pa zastavljen mogoče bolje usmerjen do te tehnike pomoči v samem razredu, mišljenje tako, da se srečujejo, da program poteka v 5 delih, da se srečujejo ta skupina pedagoških delavcev enkrat na mesec in da sproti neke probleme izpostavijo. Tako da sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, seveda v teh naših programih vedno se lotimo tudi izobraževanja timsko, da ne predava en sam človek, ker to je konec koncev dolgočasno.
in da vključujemo pravzaprav vse vidike skozi te strokovne pristope, vse vidike posamezne motnje. Drugač se trudimo seveda tudi za nekaterimi drugimi specialnimi temami. Tema, ki mogoče se tudi dotika hiperkinetične motnje na en drug način, so specifični primanjkljaji na neverbalnem področju. Ti ostanejo pogosto prikriti tam do 6. 7. razreda osnovne šole. Znajo biti tudi zelo ovirajoči za otroka pri nadaljnjem izobraževanju. Tudi to temo predava kolegica Mateja Vodoplinova. Potem imamo še druge teme, če ostanemo pri specifičnih primanjkljajih, imamo nekaj iz področja izdelave pripomočkov za lažje učenje, branja, pisanja, to je za učitelje razredne stopnje idealno, ampak vse te teme zelo hitro napolnimo. Potem... Se pravi, kandidatov je zmeri... Vsako leto dovolj, tam recimo v povprečju 100 pedagoških delavcev na leto pri nas gre skozi te naša relativno kratke programe usposabljanja, ki so ob petkih, trajajo 4 šolske ure, razen tile, ki so ciklični, trajajo recimo 3 zaporedne petke po 4 do 6 šolskih ur. Potem imamo tudi druge teme, ki se tičejo letos, smo si skozi zastavili tudi srednješolcev, mladostnikov, oziroma tega obdobja zadnji triadi osnovne šole in pa kasneje v začetku srednje šole. V tem starostnem obdobju je pravzaprav zelo veliko otrok v stiski zaradi učnih težav, ker ne zmorejo vseh zahtev v šoli. Tako da imamo nekaj poglavij z naslovom Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami, pa metode učenja, pa čustvene stiske otrok s specifičnimi učnimi težavami oziroma drugih otrok, torej anksioznost, depresivnost, ki spremlja učne težave. Potem imamo tudi nekaj o vrtcu, o tem, katere veščine je treba nekako gojiti pred vstopom v šolo. In seveda, da ne pozabim, moja priljubljena tema so nadaljeni učenci s specifičnimi učnimi težavami. Bram je nedvomno bil nadaljen učenec, on je bil zelo radoveden, raziskovalni in kreativen. Zdaj sem se spomnila, da pravzaprav je bil ta novi učitelj zelo osredotočen na to, da ga bo umiril, da ga bo discipliniral. Ni mu pa še dal, možnost, da svoje močne področja, to svoje raziskovanje in svoje projekte predstavi. To je potem naslednji korak. Ja, hvala, ampak predvidevam, da vse te vsebine si lahko pogledate na spletu, da je kaj, kjer je teme in tako naprej. Zdaj bi pa še eno vprašanje postavila, in sicer res je, da ta Bram je bil izrazito bister in tako kot je rekla ravnateljica, vsi starši menijo, da so njihovi bistri, grozno hitro se učijo, ne samo malo koncentracija nagaja. Pa so res vsi tako bistri. Življenje prinese večjo bistrost in kalnost v naših glavah in tako imajo otroci eni srečo, da se rodijo s potencialom in drugi s drugo realnostjo. Ampak smo rekli, dvoje sreča, ker je fajn, da smo različni. Ja, to je na teoretske ravni, najsmistveni tudi. Vmes je lahko veliko ranjenosti, veliko bolečine, veliko stisk, ki jih doživijo vsi, ne samo otroci, starši, učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci. Praviloma se vsi maksimalno trudijo. Dostikrat pa pride do neskladja, do nesoglasja, neke tirnice, ko niti ne vemo, kje se preklopi tir, grejo poti vsaka svojo smer za skupni cilj, pomagati otroku. To mislim, da so zelo težke situacije. In najbolj kritične točke, ker se bi mogli mi odrasli srečati, pa zazreti vase in pogledati, kaj res to, kar počnem, vodi tja, kakšen je moj vpliv.
ali ne vodijo prepričanja, notranje vrednote, kaj si mislimo o tej teči mami, ki spet pride teži, pa bomo se že zmenili, kaj je naš film od zadaj, od strokovnih delavci. Mi smo prvi odgovorni za odnos z ljudmi, s katerimi se srečujemo, svoje poklicne vloge. In iz nje ne moremo izstopiti iz svoje biti to, kdo jaz sem. Julija, tudi psihologinja. In seveda psihologinja, ki ne more biti drugačna kot Julija, nekje se pokriva. In moj način delovanja zagotovo so ustvari odnos. In izkušnje imam, ko smo hoteli najboljše in smo izčrpali vse. In smo mi starše prehiteli, rekla sem, pa pejmo mi na varuha, do varuha, pa naj nam malo pove, če imam grozijo od inšpekcijo, z varuhom. Pejmo na karte na mizo, poglejmo, kaj smo naredili. Smo dobili še dve super ideje. Ampak nismo bili sami dovolj. Rabili smo zunanjega supervizorja, pa smo povabili Babiča Činovič, pa Center za nenasilno komunikacijo, tako sistemsko širše stopiti ven iz lastne zagledanosti in reči, ne gre nam, hočemo najboljše, delamo najboljše, kot lahko, nekje so bile rane prevelike. In ta čas sprejemanja, da je moj otrok poseben, tako mogoče prešolan, da se šola trudi, da ni na piko, mnogo daljši. In je bilo potrebno tudi stopiti nazaj, naprej in skrbeti, da se resnično srečamo. Fakulteta da znanje, seminarji dajo znanje, ampak kdo jaz sem, kako se znajdem v izkušnji, je pa učenje iz trenutka. In tisti trenutek je nekaj, kar imamo v roki. Včasih boli slišati kaj o sebi. In moder je tisti, ki se boli vprašati. Jaz mislim, da če kaj odnesete danes, veselje do življenja smo videli na filmu. In da je zelo pomembno, da strokovni delavci nosimo in najdemo veselje do lastnega dela, kljub težavam. In da večkrat slišim premalo, prepočasi se odzivamo, predaleč smo kot strokovni sodelavci, da vztrajamo in iščemo poti. Pred leti smo v svetovalnem centru že rekli, da si že spet tukaj. Ja, že spet sem bila tam in spelčala za naše otroke. In pomembno mi je bilo, ko sem enkrat slišala izjavo pravnika, nije stvari, da ne bi stopili za hrbet otroka. Mi, ko smo tukaj gotovo praviloma stopimo in govorimo za njega, smo tudi njegov glas. In res je, zdaj tudi jaz sem že prešla tvoje leta, izkušnje kažejo, da včasih pa vendarle v šolah so posamezniki ali je sistem, ko zavlada nekaj drugega. In ne moramo obračati sistema, ne moramo obračati države, obrnemo pa la sebe. Naše poslanstvo je najti stik z otrokom in se sprašati skozi vse življenjsko učenje, z dnevom dan, ne da to kar naprej počeli, ampak je to moja osnovna drža. Tako da, fajn za vse spremembe, fajn za odprtost šole, težava, ker ni denarja, ampak ne dajmo se ustaviti in kreirajmo okolja, ker se lahko z nadpogledom, supervizijo lastnega dela, z medsebojno podporo učimo in pomagamo takšno, kot je Bran. No, ampak ena stvar, se vključujem, ena stvar, ki je tako lepo prikazana pri tem, ne, filmu se mi zdi, je ta odnos in spoštovanje teh kolegov. Če vi pogledate, kako je ta mlad učitelj si prizadeval, da bi fantek prišel k gospodu Ribi na obisk mu nesel pito so previčil, kako je v bistvu podprl, kako je ta starejši učitelj potem prevzel oponašanje indijancev in tako naprej, kako je Esma dala papirje, ki jih bo nesel, ta v bistvu sodelovalno znotraj nekega šolskega okolja, ki ga lahko ustvarijo seveda učitelji, ki tam so, ravnatelji, ki ga ne more dati vedno nekdo do zunaj. Velikokrat pa verjetno iščemo eno tako zelo hitro instant rešitev. Lepo prosim, doktor
za instant rešitev. Marijo, če mi pišeš recept za kakšen regalin, pa če bi se dal to tako pojest, pa na hiter. Ja, jaz se vsem tem strinjam, ampak kljub vsemu absolutno ogromno je na tem osebnem odnosu samega do sebe, še posebej tudi pedagogov in v osebnem odnosu do vsakega otroka, ampak ne glede na to, jaz zagovarjam, da moramo strokovni delavci veliko več vztrajnega dela vlagati v izobraževanje in v znanje. Tukaj imamo še veliko rezerv. Ena od takih stvari, prej, ko ste govorili, bom združila še s tem odraslost in ADHD, hiperkinetična motnja oziroma mladostništvo. V Izraelu imajo recimo eno briljantno idejo, da so v okviru pedagoške akademije prav vabili študente s hiperkinetično motnjo in s tovrstnimi težavami, naj pridejo in naj bojo učitelji. In potem sem dali tam posebne prostore, poseben kader, kjer so jim pomagali, kako kompenzirati te svoje primanjkljaje, kako te možgančke kompenzirati, da bojo uspešni. In so dobili, jaz sem 2 leti nazaj govorila z njimi, so imeli takrat že več kot 300 učiteljev z lastno izkušnjo ADHD-ja, ki so en ogromen pol znanja za vse učitelje na šoli. Če ima šola enega ali pa 2 taka učitelja, je ob tem, kar je bilo rečenega v podpori med sebojni, lahko pregnete cel šolski kolektiv. In znanja pri nas ni dovolj. Jaz prihajam iz klinike, iz terciara, tukaj k nam pridejo najbolj bolni otroci. Takrat, kar v veliki večini primerov, ker starši ostalih otrok podpišejo peticije, da nočejo več, da je ta otrok njihov sošolec ali pa podobne zadevšne. In takrat dobimo mi otroka v bolnico, to pomeni za 24 ur, ne samo za tiste par ur, ki ga v šoli niso zmogli, ampak od jutra do večera zelo pogosto. In smo v tem tesnem sodelovanju zdravstva in pedagogov in šolstva razvili veliko izkušenj. Niso take vrste, kot sem rekla, te direktne z pedagoške fakultete, ampak so pa klinične. In učitelji, ki pridejo z nami v stik, ko jim predamo takega otroka, tako zapakiranega, urejenega, pridnega, delovnega nazaj v šolo, preden ga damo, se dobimo na sestankih in vsi po vrsti povejo, da niso imeli nobenega pravega znanja. Tako da tukaj še ogromen prostor. In mi smo pol začeli tudi mi, evo že 2. ali 3. iniciativa s klinike z izobraževanjem za učitelje, pol prejšnji vikend, čeprav se je šolsko leto že začelo, ki je več kot 50, en dan pa pol sodelovalo v okviru društva za duševno zdravje otrok in ta svoje znanja predajamo naprej. Tretje veliko področje, ki pa je tudi pomembno, da bi ga odprli, je pa vzgojno svetovanje staršem. Tukaj je bilo zelo nazorno nakazano, kako sta ta 2 starša se soočala in kako je kmalu motna in izkušnja med takega otroka razdrla njivno zvezo. Tudi tukaj... Skor. Se sem rekla skor. Ja, skor. Tudi tukaj je prostora za izobraževanje za delo v Sloveniji še ogromno. Na okviru Združenja za otroško psihiatrijo smo junija gostili 2 profesorci iz Anglije, kjer že par let odpirajo taka izobraževanja za starše, prav trening starševstva, 10-urne, 10-12 srečanj za starše, kjer pomagamo ne samo staršem tako zahtevnih otrok ali pa še bolj zahtevnih, ki je bil ta, ampak prav vsem staršem lahko pridejo prav. In dokazano je, da vplivajo na motno samo izraženost, še posebej pa na posledice, tako kot je bilo že v začetku rečeno. Od družine in od učiteljev je zelo odvisno, kako se bo ta motna razvila in kjer od tistih 3 skupin, ki so bile omenjene, bo šla. Tako da... Gledam, da tako malo mahajo, da bi radi dali dvorano še komu drugmu, ampak jaz bi vsem dala možnost za eno vprašanje iz publike. Tukaj da imamo mikrofon. Ja, 2 mikrofona, tako da tudi na balkonu je eden, prosim.
eno vprašanje Markolo. Ja, en lep pozdrav. Jaz pa v bistvu nimam vprašanja, jaz sem tukaj malo štrlim ven iz vas. Jaz sem sem prišla na povabilo dr. Jane Kodrič, psihologinje iz pediatrične klinike, sem pa mama takega otroka. In bi rada samo eno mojo izkušnjo kot mame povedala, pa žal mi je hudo, že cel film sem jokala, ko sem spremljala, kaj moj sin doživlja. Zelo podoben mu je, samo mogoče še malo v hujši obliki, če tako rečem, še malo bolj živahen. In bi lahko to povedala, da razumevanje učiteljev, kako sprejemajo otroka, je izjemnega pomena. In vsem vam to polagam na srce, ampak jaz sem prekletstvo zdaj sin v 6. razredu in smo pekel preživljali v 4. razredu, ko mi je učiteljico, ki ga živega ni mogla videti, če mene, nekaj še le njega. Po 5. razredu sem mu je nasmehnila sreča in je dobil mlajšo učiteljico, ki je rekla, jaz prvi teden je rekla, to bo pa težko. Drug teden je rekla, jaz sem šla po 3 knjige v knjižnico. 4. teden je rekla, zdaj gre pa že na boljš. Ta zadnje 3 mesece šole je rekla, sem prišla na govorilne ure, se vam nimam kaj povedati, pravi, dolg čas je, ne moti več pouka, sodeluje, piše, ocene ima odlične. Tako da vsem učiteljem polagam, potrudite se za te otroke, ker je res pomembno. Hvala tudi za to, da ste poudarila ta pozitiven pristop tistega učitelja v 5. razredu. Še nekdo hoče nekaj reči? Dobar dan, Monika rekla, isto, mama enega tazga fantka, tokle starega, isto, kada bi gledala svojega sina, pa našo familijo v filmu in zelo se strinjam z gospod Zadi, da se za te otroke splača potruditi. Naš je sicer imel srečo, je učiteljica v 1. razredu, jaz sem rekla, da boste vzeli kot izziv ali pa kot problem. Ona se je odločila, da ga bo vzela kot izziv. Na koncu je ta mal prosperira, krasen, obožuje šolo, radko, začel se je pa s trganimi zvezki, knjig kar ni bilo naenkrat, vse je zmetel v koš, nismo vedeli, kje so, tako da res, dajte se potruditi, no. In hvala za tole vabilo in hvala za, v bistvu mi smo bili tudi deležni zelo velik strani psihologa, ki nam je zelo pomagal, nam dal prave usmeritve in v bistvu zelo smo bili povezani z šolo, s psihologom in tudi učiteljica je bila pripravljena iti tja in sprejeti nova znanja, ki jih dejansko ni imela. Je sama priznala, da jih nima in da se je ogromno naučila. Tako da, odvisno od vas. Najlepša hvala obem mamam, tako pravzaprav smo se zelo časti v prijetnem filmu, potem tak pogovor in na koncu obe mami, tako da bi jaz rekla, zaključimo, zaploskajmo Mestne občine Ljubljana, Kinodvor in vsem nam.